Dobrodošli v novi epizodi podcasta Eksplozivno, kjer vklopimo mikrofon in izklopimo filtre. Danes je z mano ženska, ki je pustila pečat tako v slovenski glasbi, kot tudi v televizijskem prostoru. Izstopala je kot članica skupine Bepop, danes pa nas ganja do solz v oddaji Delovna akcija. Predvsem pa je iskrena, srčna in eksplozivna. Z mano je Ana Praznik. In seveda tudi tokrat ima epizoda dobrodelno noto, zato te že na samem začetku prosim, draga gledalka, poslušalka, dragi gledalec, poslušalec, da pošlješ SMS z vsebino ZPMS5 na številko 1919, s katerim doniraš 5 evrov, ali SMS z vsebino ZPMS10 na številko 1919, s katerim doniraš 10 evrov. Vse donacije gredo v Zvezi prijateljev mladine Slovenije, ki bodo poskrbeli, da bo šel denar v prave roke. Hvala. Hvala pa tudi pivovarni Pelicon, ki podpira današnjo epizodo podcasta Eksplozivno. Najdeš jih na pelicon.beer. Ana, zdravo. Zdravo. Kako je bila tvoja pot iz Maribora, sta prišla? Ja. Nista sama? Ne, nisem sama. Tlele imam mojega štirinožnega novega družinskega člana, Dajsa. V redu je bilo, pot je bila v redu, ker ga imamo zelo kratek čas, ne. Ga navajam zdaj na potovanja, pa na vožnjo po vse in pol bi on naprej skočil, ne, veš, ne bi bil rad ozadje. Ampak... Pa zdrži tako dolge vožnje? Ja. Je bila to ena izmed daljših ali... Kako? Je bila izmed daljših? Ne, to je kar taka klasična vožnja, uro pa pol približno. Veš ko, on ima rad musko tako kot jaz. Tako da pol si nabijava musko v avtu, pa jaz se pogovarjam z njim, pa to je to. Ko sta poslušala? Danes sva poslušala playlisto Lewis Capaldi, ta nov album, ja. Tako da to ne poznaš? Tak sentiši, novodobni, ful dober vokalist, fant z sindromom, kako se mu že reče? Neki na T, Taurov sindrom ali nekaj tazga. Veš, ko ima te ful tike pa to. Ja, ampak ima zelo izrazne te tike in pred leti nehal z glasbeno kariero ravno zaradi tega, da si to poštima. In zdaj se je spet vrnil nazaj na odre, pa vmes je seveda album naredil, tako da to se posluša. Bi prvi peti nimajo teh problemov, ne? Bi se pol to kar... Mislim, ja, on je imel, no. On je imel. Se je mogel kar ustaviti, pa ni šlo naprej. Ok, zdaj mi dva so v Zagorju, pa me odraščala si tukaj. Kakšni so kaj spomini na otroštvo v Zagorju ob Savi? Je top. Top. Fajn. Tep, ne? Seveda. Jaz sem še vedno tu. Zagorje! Kakšen vpliv sta imela starša na tvojo osebnost? Ja, mislim, največji, ne. Se mi zdi, da pač valjda to družinsko okolje, v katerem odraščaš, te izoblikuje. Ful sem pa happy zaradi tega, ker sta me podpirala pri vseh teh mojih 1001 idejah in probavanjih na različnih področjih, pa to, tako da se mi zdi, da ravno zaradi tega sem tukaj vsestranska tudi danes, ne. Kar sta mi pustila, pa me podpirala, pa me vozila na vse te možne neke od pevskih zborov do plesnih, do tekmovanja, pa tekmovanja, tako da. Pa nisi ti Dimka, ne? Ti imaš še... Ne, še imam brata starejšega. Starejši. Kako sta pa na razum? 3, slabe 3. Kako sta se pa štekala kot ja, mlajša? Vada sva se rausala, ne? Čeprav on je čisto drugačen, bila še čisto drugačen karakter kot jaz, tako da on je zmer popustil, pa nikoli se ni spravljal v neke. To jaz sem pa zelo eksplozivna, ne? Po karakterju tudi, tako da sem bila jaz tista, ko sem ga včasih manj. Zdaj se mi zdi, da sva prav cool, no. Deva v šolah. Si bila bolj razmišljajoča, sramežljiva ali divja, uporniška? Ne glih uporniška. Bila sem, kako bi rekla, taka pravičnica. Sem se skozi borila za te neke, če se je komu kakva krivica zgodila, sem jaz tukaj sem bila kar taka zelo glasna. Borka za pravice. Ja,
Nisem bila neki ful razmišljajoča, to je moj brat bolj. Jaz sem bolj človek akcije, že od nekdaj praktičen človek, vizualen človek zelo. Tako da se je meni mogli kar skozi dogajati, da sem bila animirana, ne? Da mi ni bilo dolg cajt. Ja. Osnovna šola si v Zagorju obiskovala, seveda. Ivana Skvarca. Srednjo pol v Trbovljah. Trbovlje. To je bila ekonomska, Ekonomska, na ekonomski, ja. Te mi povej, kaj si počela v prostem času po šoli? Si se že takrat z glasbo ukvarjala, si da boš športni tip? Oboje, v resnici oboje, ker sem trenirala rokomet. Pa v srednji šoli smo imeli seveda band. Ja, povej. Po imenu Peta Brzina. In ker smo bili tako zelo, kako bi rekla, naravnani v prihodnost in v to, da nam bo uspelo tudi v tujini, ne, smo si dali tudi ime za tujino in to je bilo Fifth Gear. Sam je bilo dobro, zaradi tega, ker mi smo imeli takrat menedžerja, ki je bil eden od naših vrstnikov. In nam je v resnici res zrihtal fulanih špilov. Mi smo špilali vedno na teh srednješolskih plesih, ko smo jih še imeli v telovadnic v srednji šoli. Pol smo po Hrasenki po nekih klubih špilali, v Laško ali kam smo šli enkrat nekaj špilati. Tako da mi smo imeli kar nastopeno, pa valjda ful vaj. Kje ste pa imeli? V Trbovljah pri Bobnerji, pri sebi smo imeli vaje. Kaj pa žanr je bil? Žanr je bil pa rock. Ja. Ti pevka? Tako. A igrala si kaj, si bila? Ne, mislim, učila sem se synthesizer, sam nikoli nisem splavala, kako bi rekla. Mi je žal zaradi tega, ker sem v glasbeni šoli sem skozi visela, ne, ampak zaradi pevskih. K pevskem zbori sem hodila in tam pač sem 3-4 na teden v glasbeni. Mi je žal, ne, da nisem se naučila not brati, mislim, se poznam note, pa znam tako malo brati, ampak neke zahtevne note to pa ne. In sem se zdaj v svojih zrelih letih odločila, da bom pa pač klavir, ne. Ker to mi je ful želja in mi je žal, da se ga nisem naučila, tako da zdaj sem v tej fazi. Moj dragi, kupil mi je za rojstni dan te Klavinova. Je to bolj na novo? Ja, to je na novo, ja. Mislim na frišen. En let recimo, no. Pa ko imam cajt, ne, na YouTubeu malo tako. Nimaš kazga inštruktorja? Ne, na YouTubeu. Bo samo uk. Veš, ko pravijo, ne? Eni so rekli, da so se na YouTubeu naučili keramiko polagati, pa da so se na YouTubeu naučili bajto narediti, pa sem pa jaz tudi probala naučiti klavir, no. Ne, se mi je važno predvsem, da znam, ne vem, akorde različne, da mogoče malo spremljam, ko pojem, ne. To ne bi rada, da ne vem kakšne... Je sigurno boš kak komad ustvarila na klaviri, ne? To, ne. Super. Pa si že kot otrok izstopala, kot bolj glasna, drzna, samozavestna? Meni se zdi, da ja, nisem bila neka siva miška, no, pa da bi tam v kotu ždela, pa to nisem bila. Sem imela kar veliko prijateljev, pa skozi se je kaj dogajalo, pa skozi smo kaj tudi kako... No, da mi povej, imaš kako anekdote z otroštva? Si počela lumparije? Pa jaz nisem bila tako... Pa taka nagajiva, no, ne pa da bi bila hudobna, to nisem bila, ampak taka sem bila pač otrok, no. Se mi zdi, da vsak otrok mora biti mačken nagajiv, da malo kravžle, možgane kravžla staršem. Mislim, ko pa vem anekdoto. Vem, da sem enkrat, ko je neka teta prišla v Zagorje, ne, se veš, teta je mi je prinesla kaj sladkega, ne, in je prinesla 505 bombone s crtom, trde, se veš, trde. To sem jaz dobil iz tujine, a? No, to. In je rekla, eno vrečko je prinesla in to je kao za tebe pa za Blaža, ne. In... Zakaj bi jaz to podelila z bratom, če lahko jaz to sama pojem in to na poti do doma. To je bilo pri starem matu, vmes je, ne vem, 20 metrov, ne, razlike. Vmes je tudi en kozovc, tako da sem se na tisti kozovc zavlekla in sem celo vrečko tistih 505 bombonov s crtom dokončala. Tak jezik sem jela, se pogovoriti nisem mogla, pa ne, če razumeš. Karma me je takoj, ne. Teta je vedela. Teta je vedela, ja, zato da mu tihnila.
Pa si že takrat, že kot otroka vedela, da boš nekoč stala na odru, kot pevka? Kakšne so bile pa takrat? Si sploh že imela kakšne želje, kakšne plane? Zdaj, ko za nazaj tako zares pomislim, ne. Kaj si želela postati? Pa ne vem, tako ko so me vprašali, koš pa ti, je vzgojiteljica. Ne, to sem govorila, zato ker pač ne vem, kaj. V resnici pa sem imela čist drugačne hobije, drugačne interese, drugam me je vleklo, ne. Ampak nisem jaz človek, ki bi si delala plane, ki bi vedela točno, kaj želim doseči. Jaz sem bolj tako, veš, go with the flow. Kamor me pač pot zapelje, zelo rada, kako bi rekla, nove stvari probam in iz tega me pol tudi kdaj na kako tako stransko pot odpelje, pa se tam mogoče kaj razveja. Nisem tip človeka, mislim, občudujem tiste, ki točno vejo, kaj si želijo postati v življenju in imajo cilj in delajo vse za ta cilj, ne, ker mislim, po mojem ti je v glavi ful lažje, ko pa če se skozi malo loviš, ne. No. Si bila raje sama ali v družbi? Ne v družbi. Težko sem bila sama, zdaj se učim biti sama s sabo. Kako danes gledaš na punčko iz tistih let? Si se kaj dosti spremenila? Mislim, absolutno sem odrasla, ne. Ja. Drugače pa v osnovi moram reči, da sem kar še vedno zelo radovedna, navihana, gojim tega otroka v sebi. To se mi zdi ful važno, da kot odrasli, a veš, da nismo oni tečni, zategnjeni, taki, ne, ampak to vseeno znamo prepoznati malo te otroške nagajivosti in da to gojimo. Se mi zdi, da to tudi pripomore k, ne vem, sreči v življenju, pa ne vem, a veš, da se svojim otrokom znaš na tak način še malo pohecati, ne pa da si on zategnjen starš, jaz sem pa odrasel, moram se zdaj lepo obnašati. Mislim, dajmo se malo hecati, ne. Življenje je tako kratko, veš, zakaj bi se zdaj nekaj omejevali, mislim, dajmo se imeti fajn, ne. Ampak Sagliša, ko si bila, rečemo, punčka, si imela kakšno tako najljubšo igračo, da se spomniš, da je bila vedno s tabo? To ne. Se nisi igrala s kakšnimi? Ne, igrala sem se ful, sam nisem bila pa nikoli navezana na te neke materialne stvari, sem jih merkala, ne, mislim, merkala, kakor kjero stvar. Spomnim pa se, da sem imela eno pupo, take plastične so bile takrat, ne, s temi lasmi in je bila črnka, s črnimi lasmi in mi je bila prekrasna. Ona je bila meni najljubša punčka od vseh. Si jo ostrigla? Ne, to je po mojem edina pupa, ko jo nisem ostrigla, vse ostale imajo pa kratke lase. Ja, ste bile znane potem. Ja, pač ne vem, kaj je to fora. Mislim, ja, saj moja ta mala tudi, ne, veš, je strigla vse te neke pupike, pa to, pa sebe tudi. Tako da nekaj je očitno na tem, no. Je bo kdo v družini tvoj javno izpostavljen ali pa na kak način znan, ali si ti začela to pot praznikov? Ja, mislim, medijsko izpostavljen, pa to misliš, ne, to ne. Pa tudi, a veš, mi smo pač zagorska familija, tle smo pač odraščali, jaz sem v bistvu edina, ko sem zapustila Zagorje, Zasavje. Ampak se vedno znova rada vračam, fajn mi je tukaj, še kar imam frende tukaj, tako da se vidimo, slišimo. Pa se veš, nije čez kuhne od mami. Seveda. Tako da to pa... Te danes verjetno čaka. Tako je, me. Se spomniš prvega nastopa pred občinstvom? Pa da ni, ja tvojega, pa da ni bilo to, rečemo, s pevskim zborom, ampak z bendom ali bilo še kaj vmes? To je bilo, ja, spomnim se, to je bilo pa, včasih je bila po šolah, po osnovnih šolah, pa po srednjih šolah je potekal en tak festival Korajža velja, ki je v bistvu potoval po osnovnih šolah. Drugače imel to Istrbowl en glasbenik, Bogo Hvala, in njegov sin Marjan Hvala. Ona dva sta imela ta festival, Marjan je spremljal na klaviaturah, Bogo je pa postavil zmeru so ozvočenje, pa mikrofone, pa to. Tako da, ko si prišel, in ti si se moral prijaviti, ne, na šoli.
In potem je bilo to tekmovanje, pol je pa, ne vem, vsi ostali razredi so prišli to poslušati in pol so navijali, ne? In tisti, ko je zmagal, je šel v Nerezine na ta nek kemp, glasbeni kemp. In to je bilo po celi Sloveniji, se pravi, tam smo se zbrali otroci iz cele Slovenije, ne? In tam sem spoznala Tomaža Miheliča, prvič Marleno, ne. Tam sem ful. Kaj je bil to solo nastop? To je bil solo nastop, ja, jaz sem bila, mislim, 4. razred ali nekaj takega. Kaj si pa pela? Pela sem pa, mogoče sem pela, sem takšen, ker sem živ od faraonov. Za moj zbor. Ja, to ali pa od Majde Arh, Oprosti mi. To je bila taka balada, ko sem jo pela v eno. Sploh nekaj sem jo slišala, kako sem zvedla za njo, sam pač ful mi je bila všeč in pa sem jo to nastopala. No in to se spomnim, da je bil prvi en tak nastop pred občinstvom v šol, pol pa ta kemp v Nerezinah in je bilo the best, ne, veš, mi smo bili tam brez staršev, imeli smo, dopoldne smo imeli pevske vaje v enem taki ful veliki hali, bilo nas je, ne vem, 100 otrok zihar iz cele Slovenije, veš. Z inštrumenti, vsak svojo točko in pa smo se tam, mislim, to je bilo... Kako ti je šlo? Kako so odrezala? Ne, ti več ni bilo tekmovanje pol, ne, ti se bilo kot neko vrste izobraževanja, ali kaj izvem, ja, kemp, no. Smo pa nastopali, imeli smo nastop, večer, ne, ta glasbeni večer, pa potem na Cresu tudi smo imeli glasbeni večer in to je prišlo ful folka, razumeš, to je bilo poleti v glavni sezoni, mi smo tam nastopali proper, ne, pa ful navijali drug za drugega, veš, ni bilo nekaj tekmovanj, mislim, to je bilo tukaj lepo obdobje, ful je bilo fajn. Sem pa šla v Nerezine tudi z eno skupino, ko smo imeli v okviru zbora, Franci Steban je bil zborovodja. Pokojni. Ja, in je znotraj tega zbora smo imeli eno komorno skupino, mislim, da nas je bilo do 10, 8, mogoče 10. In smo tudi nastopali na Korajži velja. In smo tudi takrat kot vokalna skupina šli v Nerezine. Nastopali tudi z New Swing kvartet na RTV-u. Tisto je bilo zelo, zelo posebno. Super. Ja. Kaj pa z bendom? Z bendom smo pa tako, no. Mislim, ste bili dobri, si bila zadovoljna z nastopom? Ja. Ste bili muskontri, to prav? In tako, ja. Ampak se veš, v srednji šoli, dečki so bili frajerji, imeli smo enega kitarista s kravžanim dolgim lasom, razumeš, Seba na bobnih je tudi zelo atraktiven basist. Mislim, fajn je bilo, no. Lušno smo se imeli. Glej še prav to šti, kaj si poslušala, kjer izvajalce si oboževala, kdo je bil tvoj vzornik, ali pa kjer posteri si imela nalepljeno v sobi? Posterje sem imela Caught in the Act, pa New Kids on the Block? New Kids on the Block, pa Backstreet Boys, pa pač to. Ja. Da čim moj brat je imel Metallica, pa Sepultura, pa to. Tako da to se je vedno krešalo. Čist. Tako da, ko je en nabil musko, razumeš, in pol ta drug še bolj na glas dal, pa on pa še bolj na glas, ne, moja bo bolj na glas. Mislim, da je Sepultura zmagala. Ja, Sepultura absolutno zmagala, kar se glasnosti tiče. Čeprav, ne, Whitney Houston, ki sem jo jaz poslušala, je pa tudi imela višine in prodoren glas. Tako da, ja, to je bilo kar pestro pri nas doma. Kaj pa prvi večji koncert, na katerem si bila, pa govorimo o takih globalno znanih bendih? Aha, da sem jaz bila gostja, mislim, pač da sem šla gledati koncert. Tako, ja. Čakaj, da se spomnim. Lahko, da je bil Cukrov. Mislim, da je bil Cukrov v Puli, v Areni. Je bil en teh prvih, da se zdaj spomnim, večjih. Sem pa drugače na te koncerte tako malo večje, ne vem, to se mi nekako v študentskih cajtih se mi je to zmer zdelo tako malo skoraj da nedostopno, pa sploh ne vem zakaj sem imela to neko bariero v glav. Mislim, mogoče tudi zaradi tega, ker pač, ko sem bila študentka, sem bila sprejeta v Bepop, in sem imela pač čist drugi fokus in sem bila jaz tista, ki sem nastopala.
Tako da sem na te neke večje koncerte šele kasneje začela zares ful pogosteje hoditi. Si to tako v tujino hodila? Ja. Ja, veliko, ja. Mislim, zelo raznoliko paleto teh koncertov imam. Od raznih festivalov do elektronske muzike, do nekih pop izvajalcev, do Slipknotov, recimo. Celo. Ja, tako da to jaz imam. Kaj pa zadnji koncert, na katerem si trenutno bila kot obiskovalka? Zadnji? Ja. Adele. Kaj pa manjši slovenski, prav zadnji? Ja, svoj. Kot obiskovalka. Ja, kot obiskovalka. Že dolgo. Slava sem s tem. Slava. Ok, šport si že omenila. Kaj pa kaj spremljaš od športa zdaj? Vse. Fuzbal, košarka, odbojka, rokomet, skoke, smučanje. Vse to, res ne zafrkavam se. Kolesarjenje? Tudi. Seveda smo Roglič tim. Zavedno. Ja, res sem v tem, ne vem zakaj, ampak spremljam te velika prvenstva, ne spremljam za neke slovenske lige, nogometne pač to ne. Čeprav tudi vem, kako kaj rankirajo klubi, ne vem zakaj to vem. Basket si spremljala za Basket sem spremljala, seveda, živčna bila zraven, tako ne vem koga, couch selektor, ne. Sicer pa jaz ne kačim na Instagram ali pa na Facebook te svoje misli, ampak doma imamo te debate, pol pa to ni fair, pa da. Zdajle sem seveda v odbojki ful, naši na svetovnem prvenstvu, tako da ja, spremljam, navijam, podpiram in se mi zdi prav, ne. Kaj pa NBA? Si kdaj ostajala sred noči pa gledala? Ne, to pa ne. Zjutraj highlights pa. To, ja, to. Kaj pa ti se ukvarjaš trenutno s kakim športom? Ja, jaz hodim na boks 2krat na teden. Tako da pazim se. To je tako zelo fizično, ne? Ja. Iztroši se. Tako je. Iztrošiš se, zelo se iztrošiš. Drugače pa imam vsak dan veliko hoje, zdaj z telim našim Dice. In mi je super. Zjutraj vstanemo, se oblečemo, damo pohodne čevlje gor in pičimo v gozd. Na kakšne te dolge turice, tako da 5 km zjutraj narediva ziher. Pol pa veselo v dan, no. Pa popoldne še enkrat, ne, tako da res sem kar aktivna, no. To je že lepa, 10 km na dan. Ja. Mislim, če je dober dan, no, se včasih, kadar imam kakšne obveznosti. Koliko časa bomo pa vzame to en sprehod, tak? 5-kilometrski? Mislim, midva zdaj, ker sva kar hitra, ne, rečemo 1 urco, dobro. Kdo koga na sprehod pelje? Ja, kakor kdaj. Včasih tudi on mene, velikrat ga moram pa kar spodbujati, gremo. Čeprav pol, ko sva tam v gozdu, pa toliko izpuščen, mu je itak the best. On naredi, če jaz naredim, ne vem, 4-5 kilometrov, on naredi 10. Kdo je Ana danes, če odstranimo vse znake pa nazive, kot so pevka pa voditeljica? Kdo si? Sem ena navadna, povprečna, iskrena duša, ki si želi, da bi svet obstajal v nekem, da bi živeli v sožitju, da bi živeli v miru. Sem oseba, ki se zelo borim za enakopravnost, za pravice tistih, ki so jim bile odvzete ali pa nimajo takih pravic kot recimo mi, ki pač imamo ta privilegij, da smo, ne vem, bela ženska v Evropi. Tako da to sem zelo... Pa mogoče veš, kdaj si začela tako kaj drugače razmišljati o življenju, v filozofiji? Je to kaj tako bolj na novo prišlo? Ne, ni tako na novo. Vem, da to je bilo ves čas v meni, ampak se mi zdi, da tudi situacije, ki so trenutno po svetu, so tiste, ki človeka še bolj podžgejo, še bolj spravijo
v to, da začne biti malo bolj aktiven, kar se tega tiče. Mislim, vsaj pri meni se je to zgodilo, ne. Da je... Kam greš ti, daj si? Domov. Tukaj smo, veš, malo vodice popij, pa daj sedi pa prostor. Tako. Pač ti dogodki po svetu, no, ko so zdaj, so me totalno spravili v eno... Pa si aktivna kje pri tem? Ja, mislim, sem, kakor le lahko po svojih najboljših močeh, zelo osveščam na socialnih omrežjih, podpisujem peticije, grem na kakšne proteste, če mi čas dopušča, s prijatelji se pogovarjam o tem, se mi zdi zelo važno, da se neka komunikacija steče v tem smislu, da se izmenjamo neka mnenja, poglede, razmišljanja. Ne vem, no, se mi zdi, da je to edini način, da pač pridemo nekam. Kako vzdržuješ ravnovesje med zasebnim pa javnim življenjem? Ja, veš, kako je to težko. Jaz sem v javnosti že od svojega 19. leta, ne? In je nekako moje zasebno življenje, tudi moje javno življenje in obratno. Nikoli nisem skrivala svoje zasebnosti, tako da se mi zdi, da sem dokaj odprta knjiga, no. Ni kak tak delček tebe, da bi zaščitila ga? Mislim, absolutno, če že je to moja družina, ne. Razumljivo. Ampak, ja, pa tebe, ti tudi. Ampak, mislim, se tudi tu pa tam objavim kaj na temo moje družine, ampak načeloma pa to je recimo taka neka svetinja, no. Recimo medijev ne spuščam v svoj dom s kamerami in s tem, to ne. V druge domove? Ja, se povabim v druge domove. Ne, se me drugi povabijo. Kdo ali kaj ti predstavlja največjo podporo? Verjetno družina? Tako, družina, partner, ki je res, mislim, vse to, kar jaz počnem, ne bi mogla početi, če ne bi bilo njega, ker, mislim, že zaradi same organizacije, veš, jaz sem veliko naokrog, tako da pač nekdo mora biti doma, že zaradi tamale, zaradi stalnice, neke rutine, da ima ona neko normalno življenje, ne? Da nismo zdaj neki nomadi, pa da ne tavamo okoli. Tako da je absolutno največja podpora je Peter. Pa imaš kdaj kakšne notranje dvome? Si samokritična do sebe? Zelo. Si, zelo. Ja, zelo, zelo. Če vprašaš moje frende, ne, kar se tiče recimo oddaj, jaz to zelo težko gledam pa sama sebe v oddajah ali pa v kakšnih intervjujih pa to, pač tako da tudi vprašanje, če mi tole pogledala. Ker bi vse še enkrat. Razumem. A veš, ker bi... Pa malo drugače. Tako, malo drugače pa, mislim, sploh se težko gledam samo sebe, no, pa si mislim, da je v ti. Pa si se z tega po nekaj naučiš, pa mogoče se spopolniš. Ja, absolutno, ja. Imaš svoje meje jasno postavljene. Rečeš kdaj ja, čeprav misliš ne? Tudi včasih, ampak čez ali manj. Se mi zdi, da tako po 40, ne, sem začela te meje kar jasno zacahnati in ne mi vezalke grist. In tudi ostalim povedati to, ne. Na zdravje. Včasih sem bila vedno, ja, ni problema, bomo ugodili vsem, vsakomur za vsako ceno, ne. Pa ko vidiš, da te ta cena začne načenjati, pa začneš mogoče malo drugače razmišljati, ne. Pa vseeno sebe začneš dajati na prvo mesto, ali pa vsaj na drugo, no. Tako da ja, kar si postavljam te meje, pa tudi drugim. Če pogledaš zdaj na tvoj življenje do sedaj, na kaj si najbolj ponosna? Najbolj ponosna sem na to, da sem ostala taka, kot sem v svoji globini. Iskrena, prijazna, srčna. Ja,
Na to sem resnici najbolj ponosna. Zaradi tega, ker tale medijski svet te zna hiter, veš kaj, želiš začeti ugajati drugim, ne, in potem pozabiš malo na to, kdo si. In sem v resnici ponosna na to, da sem ohranila to pristnost, ne glede na vse. In se mi zdi, da če dali bolj dajem na prvo mesto to, no. Če dali bolj. Včasih sem pač bila tih, pa sem si mislila svoje, zdaj pa včasih pač tudi povem, kaj si mislim. Lepo si povedala tole. Ja. Imaš kakšen življenjski moto? Imam enega, ko mi ga je mami skozi govorila in se absolutno strinjam z njim, in to je, da se vsaka stvar zgodi z razlogom, če tudi je še tako slaba. Potem pa sem, in to absolutno v to verjamem in vem, da to tako je, pa sem skozi življenje spoznala še eno stvar, in sicer, če si ti prijazen do drugih, bodo tudi drugi prijazni do tebe. To je tudi dejstvo. Če imaš še tako nezadovoljnega nergača na drugi strani komunikacijskega kanala, pa če si ti prijazen, se na neki točki razoroži. In se mi zdi, da je to treba imeti ves čas v glavi. In če si prijazen, se pa ne more pol več lajati nazaj. Ja, tako. Dobro. Si kdaj razmišljala, da bi se umaknila iz javnosti, pa kaj drugega počela? Ja, sem. Takrat, ko smo z Bepop 2006 šli na pauzo, Ja. v bistvu sem tudi pač naredila to, ne, ker smo šli na pauzo in sem se iskala, kaj bi počela. Takrat sem se znašla potem v skladišču enega podjetja, kjer sem bila 2 leti. Celo? Ja. Mislim, da je bilo to tako malo iskanje sebe. Je bilo, sigurno je bilo iskanje sebe, ampak nekaj sem mogla početi, ne? Nekaj sem mogla kruh zaslužiti si. Tako da sem šla v skladišče od tega podjetja, od moje prijateljice, oče je imel to podjetje. Tako sem bila tam 2 leti, potem pa so me poklicali z Radia Center, če bi prišla na center delati, malo kaj. Ja, bi, ne, valjda. In spet, ne, ta moja radovednost, ne. Ker prej sem radio poznala samo z drugega vidika, ne, ko sem bila gostja. Kako pa v ozadju deluje ta mašinerija, tega pa nikoli nisem vedela, ampak sem izvedela in se naučila kar do potankosti. Super, je bilo na radio res the best. Koliko časa si bila? Od 2008 pa enih 14 let sigurno. 14-15 let, ja. Bi rada še kaj drugega počela? Se ti zdi, da še kaj drugega obvladaš, da se še v čem drugem vidiš, pa se še nisi pokazala v tem? Mislim, ja, jaz bi ful rada ful stvari počela. Dolg spis. Ja, rada bi več, da vem, potovala recimo, ampak dobro, počela. Rada bi več, recimo, enkrat sem se sam sprobala v vlogi igranja. Torej, da igraš pač ne sebe, ne, ampak pač neko... Ti je to zanimivo? Ful. Bi počela to? Ja. Ko smo snemali film Šepet metulja, me je v bistvu ta del zelo začel zanimati. Takrat sem sicer imela vlogo Zarje, svetovalne delavke, ki je zelo pisana tudi meni na kožo, tako zelo sva si podobni, ne. In bi mi bil izziv, če bi se lahko probala v neki čist kontra meni vlogi, no. To bi mi bil totalni izziv. Super. Ja. Koliko ti pomeni biti v formi fizično in psihično in delaš kaj na tem, na kak način? Mislim, absolutno se mi zdi, da je to nekaj, da je to najbolj važno, če hočeš biti aktiven in zdrav in... Mislim, želi vsak, ampak marsikdo se ne loti tega. Ja, dokler te pač, ne vem, nekaj ne prisili v to, da pač nekaj spremeniš, ne. Takrat je mogoče že malo prepozni, zato je dober. Ok, gre čisto v drugo smer. Kjer avto voziš in a daš kaj na to?
Nič ne dam na to. Nič. Ne, mi smo imeli dopred nedolg nazaj, smo imeli enega Megana karavana starega, s Petrom smo ga sfurala do konca, dokler mašina ni crknila. Potem smo bila primorana en drug avto vzeti in zdaj vozimo Kadžarja. To je naš družinski avto, drugače pa sodelujem z enim podjetjem, z eno firmo, Auto.si, ki so mi pa pač dali en avto za voziti, Mercedesa, ful se sliši the best in se je, the best je. Fajn je, zato ker sem zelo rada jaz na cesti, zelo rada vozim. Tudi pri nas doma, tudi če gremo kam na daljšo pot, ponavadi jaz vozim. Imaš ime napisano? Ne, nima. Prvo to zahtevajo. Ne. Hvala, da nimam. Ja, ponavadi jaz vozim in imam za sabo res že Madonca skoraj da nešteto kilometrov. Ful sem rada za volanom. Super. Pa ima muzika, kakšne oddaje verjetno poslušaš? Tako, mislim veliko, če grem na kako daljšo pot, podcaste, muzika itak. Zanj sem si pa celo dala Radio Ars, ker sem bila na Si rabila pomiritev. z vsemi informacijami in sem rekla, veš kaj, ne morem več tega poslušati. Reklame sem, reklame gor. Ok, se imam tukaj na playlist, mislim na aplikaciji, muziko svojo. Ne, Ars, čuf. Meni je bilo the best, neka koncert, neka simfonija, ne vem kaj že, svetovno. Kako poteka tvoj običajen dan, ko delaš, ko snemaš, pa kako dan, ko si popolnoma free? Ko snemamo oddajo? Naprimer, ja, ko delaš. Ja, ko snemamo oddajo, je zelo naporen dan. Zjutraj zelo zgodaj ura zvoni, ob 5:30, 6. Potem se moram sama namazati, pa pripraviti vse za oddajo. V kakih 8 začnemo snemati in snemamo do 6, 7, včasih 8, ne. Odzuni, na mrazu, na soncu, na vetru, na kjerkoli, ne. Ob vseh vremenskih pogojih, tako da to človeka zelo utruti in izžame. In potem drug dan se zbudim in jovo na novo. In koliko časa to poteka? 3-4 mesece. 3-4 mesece ena sezona. Vsak dan, ja. Pa so pavzo vmes. Ja, snemamo ponavadi 3 do 4 tedne, pa pol en teden pauza, pa spet 3 tedne, pa en teden pauza. To te 6 dni na teden. fajn izčrpa. Zelo. Zato me ta del, ko si me prej vprašal, kaj delam na mentalnem in fizičnem zdravju, ne, zato se mi zdi pomembno, veš, da takrat, ker jaz, ko delam delovno akcijo, to je res zelo intenzivno in je v dokaj kratkem času ful enih delovnih ur, če se tako izrazim, zabeleženih, no. In potem potrebujem res dosti časa, da se pač odklopim, regeneriram. Mislim, jaz sem prve 14 dni ali pa mogoče celo 3 tedne po snemanju, jaz sem čist, veš, še v tistem adrenalinskem nekem šusu, ko ne popusti in traja, da popusti, ne. Sam tret, ne morem zdaj ležati, kako ne morem, nekaj moram delati, tudi če nimam nič delati, nekaj moram delati. Veš, prav rabim čas, da se umirim. Da se umirim, pa pomeni, da gremo v gozd, na sprehod. Zavrtiš Ars. Ars, ne, to ja. Tvoji hobiji, bereš mogoče, rešuješ križanke, kaj drugega, štrikaš? Ne, štrikam ne. Kvačkat sem se malo nekaj učila, samo to ni. Veš kaj, vse te neke aktivnosti, ki so zelo statične, niso glih za mene, ne. Ne, berem knjige, absolutno ja, ampak to ponavadi zvečer pred spanjem. Drugače pa sudoku rada rešujem, ful rada sudoku rešujem. Na papirju ali na... Na papirju, ja. Imam tako beležkico, pa pol noter... 150 sudoku not. Ja, ful jih je, ja. Tako da je to. Pa učim se španščino na Duolingo, valjda.
Tudi jaz sem se nekaj časa, Ja. sem ogromno časa. Ja. Ne, ampak vse to je tako, veš, malo Si delč uskočne. španščino ti igra? Ja, mi kar gre, ja. Mislim, delč, ne vem, kaj je delč. Mislim, začela sem potem, ko smo se letos iz Mehike V vrnili. kateri stopni si? Ja, v ne vem, Duolingu? ne vem, lahko ti Pa pokažem. greš to vsak dan. Ja, vsak dan, Vsak ja. dan. Ja, se ne vzame veliko časa. Tako, ja. Pač, ko si na WC-ju to narediš, ne. Kaj si igraš s hčerko in katere risanke ima ta največkrat na playlisti? S hčerko se zelo rada igram kakšne miselne igre. Tudi nje je zdaj, ona je stara 9 Ja. in je ful, so ji zanimivi te, ne vem, ime, priimek, država, mesto, predmet na določeno črko, ne. To se tudi mi igramo. Ja, pa kalodont se igramo, ne. Se pravi, zadnji 2 črki Ja. besede. Družabne igre so tudi, to bo zdaj bolj pozimi prišlo v poštev, ne. Drugače pa smo v zunji ful radi. Rolerji, bicikl, gozd, to. Risanke so še aktualne. Risanke, ful, K-pop, Demon Hunters trenutno. Pop, seveda. In seveda, ker pač jaz si ne pustim telefona, pa nekega YouTubea, pa to pretirano in ima na mojem telefonu, oziroma na starem telefonu, ima Deezer aplikacijo z muziko in ima svojo playlisto, pač z muziko, ki jo ona posluša in si to da in v eno K-pop, Demon Hunters, playlista. To se In ti tudi povem, pri nam zdaj začelo. Res? Res. Pač annoying. In se prav spomnim, ko so pred 23 leti, ne, ko smo z Bipop takrat prišli z Moje sonce, pa odpeli me, pa to se vrne. So starši nam govorili, meni se bo smešal, skusa Moje sonce, doma se vrti, v eno. In ne bo imaš Ja, kontra. tako je. Točno to. In zdaj, evo, meni nazaj kontra. Evo ti tvoje sonce. Jaz znam, da je v korejščini. Si kdaj usiljevala kakšne risanke iz svojega otroštva? Ker jaz sem naredil to napako, pa ko sem jih gledal, mogoče niso več tako fajne, kot so se mi takrat zdeli. Ja, drugače dojemaš, ne, kot otrok. Ja, nekaj smo gledali, čakaj, ko smo gledali, Bojana smo gledali, Aha. pa ok, Tom in Jerry. Mhm. Ne, Ja, drugo pa Tom and menda Jerry ne, no. klasika. Kaj pa družabne igre? Kakšne karte, kakšne Ja, človeknezi se? To ima eno, Goose je ime te neke družabne igre. To pa ne poznam. Ful je zanimiva, ker imaš take kristalčke imaš in potem imaš kartice in to je gozd. In to je kao začaran gozd in ti rešuješ oziroma zdraviš rastline. Se pravi, na teh karticah imaš rastline in pol moraš zbrati, ne vem, kombinacije različnih kristalčkov, 2 belega pa enega oranžnega in če to dobiš, lahko pač to rastlino ozdraviš, ne. In pol pač tisti, ki več rastlin ozdravi, zmaga. Ful je cool, zaradi tega, ker se ta board se vrti v razne smeri, pa pol imaš neke pasti noter, tako da No, to bom- zelo luškano. To bom pa preveril. Ja. Ko sva glih družabne igre omela, si kdaj kradla denar iz banke pri igranju Monopolija? Ne, Ne? ne. Pridna. Nisem. Okay. Dopust, koliko si ga lahko časovno sploh prvošiš? Ja, poleti Ja. si kar vse 3 bipopke si vzamemo, skoraj celo poletje za sebe, mogoče tu pa tam kak špil vmes, ampak načeloma poletje, sploh odkar nisem več na radiju, je poletje za družino. No. Tako da letos smo šli na eno potovanje, smo šli v No, Mehiko. to me zanima, kje dopustujete. Ja, Slovenija, ja. Hrvaška, tujina? Zelo radi gremo na eno potovanje, če se le da, enkrat na leto. Ne? In letos nam je uspelo in smo šli v Mehiko. To smo bili 19 dni, še z 2 prijateljema. Pač vrhunsko, res super, odlično smo se imeli. Pa je Otja šla v kolonijo, ker se mi zdi, mislim, jaz sicer kot otrok nisem hodila v kolonijo, da sem bila enkrat ali kaj, ne vem. Njej pa je ful fajn, tako da v koloniji, v Punetu je bila na Krku
Dobro, dobro. In je rekel, drugo leto grem spet, v isto izmeno. Ok, v redu. Pa smo šli še malo na Hrvaško, ja. Ker imajo frendi, imajo dol nek apartma, pa so nas povabili, smo rekli, ok, gremo. Kako pa ponovadi obiskujete hotele, apartmaje, rentate hiše? Nismo hotelski. Kampiranje mogoče? Tudi to ne, nekaj vmes. nekaj vmes, ja. Najamemo si kak apartma ali pa kako hiškico, tako mini ali pa kaj tazga, tako no. Kaj pa zimsko dopustovanje, je čas za... Ja, se to je, ne, jaz bolj rada smučam. A smučate, ali greste v tople kraje? Ne, kar smučamo. Zima je zima. Zima je zima. Edini problem je, ne, da mi vedno z delovno akcijo začnemo takrat snemati. Pač tako je, ker ne vem, tako je. In si težko privoščim, da grem smučati za en teden, če pač snemamo. Tako da, ja. Kaj pa pred otrokom, pa mogoče še pred partnerjem? Si kdaj potovala, si imela željo, sploh čas ali pa denar, obiskovati kakšne tuje kraje, spoznavati kulture? Tudi, ampak ne toliko kot zdaj, recimo. Ja, finance so bile zagotovo ena težava, ne. Oziroma sva si s Petrom še pred Otjo pač naredila tako, da nam je bilo vse en kul, pa da nam je bilo dostopno, pa da sva še vse nekam šla, ne. Kje pa si bila, katere države to govorijo? Kaj zvem, Nemčija, ok, Avstrija. Mi smo veliko prepotovali z avtodomom, z našimi prijatelji. Pred Otjo. Oni so tudi imeli 2 velika psa, tako da smo bili 4 odrasli, pa 2 velika psa, vedno v avtodomu. In to smo prepotovali Azurno obalo, do Francije smo šli v Montpellier, pa vse pač vmes. Pa smo šli ful Italije, smo predelali vsa ta jezera, Lago Como, Maggiore, pa še. Madžarska, tu okrog Balatona pa to. Potem smo šli pa z avtodomom Baltik, se pravi Litva, Latvija, Estonija, do Talina smo šli, čez Poljsko, pa mislim, kar neki, no. Kako ti je z avtodomom potovati? Mislim, vrhunsko. Ja. Tako da sem nekako imela avtodom. Si že velika? Ja, kaj se. Ampak velika in imela čas. Ok. Kaj bi rada še obiskala? Obstaja kakšna država, če bi imela čas, denar, da bi obiskala, ali pa kako mesto prav posebno, ali pa kaj posebno rada videla, da imaš nekaj na spisku, tole pa bom. Imam, in to je Islandija. Na Islandijo si želim že zelo, zelo, zelo dolgo. Zakaj? Zato, ker mi je pravlična dežela. Vsaj po fotkah sodeč in po pripovedovanju prijateljev, ki so že bili. Vsi so rekli pač, da to je must. To moraš to doživeti. Tako da to in Japonska. Japonsko si tudi želim videti. To je tukaj prav sam Tokio prolača? Ne, Japonska. Ne samo Tokio. Ne. To je recimo, da imam tako na vrhu lestvice. Pa pač, ne vem, če kdo predlaga, gremo na Malto, ja, seveda gremo na Malto. To so taki bolj izletki, izletki. Ne rabiš iti na potovanje, to ne vem, na Malto greš za 5 dni. Vse to me zanima, nekaj večjega, ker nimaš kar glih možnost. No, tako je. Takole iti. Tako je, to. Da mi povej kako stvar o sebi, ko ni javno znana. Imaš mogoče kako strast, kako zbirko, kaj izbiraš, nekaj, kar Ana rada počne, pa mi ne vemo za njo. Pa da bi jo delila. Nič kaj tazga. Nič. Ne. Se pravim, jaz sem zelo odprta knjiga. Skozi pač govorim, ne skrivam nekih stvari. Nimam pa nekih teh zbirateljskih, moj fotar vem, da je včasih zbiral znamke. Jaz sem pa zbirala prtičke, ko sem bila mehna. Prtičke. Pa da bi rekla, da imaš zdaj kako strast. Ni nujno, da glih zbirateljstva, ne? Ne, tale je trenutno moja največja strast zdaj. Da ga pač šolam, da ga socializiramo, da bo lahko takole z mano hodil. No, danes je že nekaj novega doživel. Ja, vidiš. Premjerno, veš, za njega tudi. No, vidiš. Kaj si ljudje pogosto napačno mislijo o tebi? Da
sem jaz tista, ki vse rihtam za delovno akcijo in da pridem tudi pač tako na dom in zrihtati dom. Tako da to je napačna predstava o meni. Jaz sem voditeljica te oddaje in pač nimam gradbenega podjetja. Niti humanitarne ustanove. Tako da, Katera tvoja lastnost je kdaj pa kdaj sprav težave? Iskrenost. Iskrenost. Ja. Ampak to se sploh ne zakiram več. Včasih sem se, zdaj pa si mislim, lej, Imaš kakšen tatu? enega. Tukaj. To je O. Tja. Seveda. Kot jaz, tudi tole pomeni ime moje hčerke. Je res? Ja. Da bas. V katerem, mislim, Heks, matematično heks zapis. Ja. Ja. Cool. Bi še imela kak tatu ali je to? Ja, bi. In tudi bom. Sam še ne vem, kje. In kdaj. Pa kaj večga? Ali imaš Pa ne vem, ja. kakšne napiske, pa kakšne slikice mehne? Pa ne bi glih napisal. Mislim, jaz sem zelo tudi estet, ne. Ne bi zdaj imela pač kar nekaj. Recimo kitajski črk ne bi imela, ne. Razumem, ja. Imela bi... Pa ne bom ti povedala. Ok, pravilno. Ok, se pravi, igraš klavir. A obstajaš kakšen... Ne, da ga igram. Učiš se Učim igra. se ga tako, Pardon, akorda, ok. ja. Obstaja še kakšen inštrument, da ti je všeč? Mogoče samo všeč. Ali pa da bi si Saksofon. ga želela igrati. Saksofon. Saksofon. Je tak lep inštrument, res je. Krasen. In jaz sem si najbolj na svetu želela, da bi imela tipa, ki bi igral saksofon. In pazi to, jaz imam tipa, ki igra saksofon, ampak Kljubca. nikoli v življenju ga še ni zaigral meni. Pa ni kljubce. Ni kljubce, mislim res, on je igral saksofon ful dolgo. Ima doma saksofon, pa pač ne vem, kaj mu manjka. Pa se nekaj lahko prosim. Pač to je moja največja želja, razumeš? Jaz ne vem, kaj naj še naredim, zato da bo on meni na saksofon zaigral. Imaš kak predlog? Ne. Ne. Abraham. Bom še pa čakala malo. Okay. Adrenalin, je to tvoja stvar? Oh, da. Ja. Seveda. Kaj si že probala, pa kaj še bi? Probala sem bungee jumping. To je bilo kar scary. Slokan ali Ne, Avstrija? v Avstriji, na je višji. železniškem mostu. Tam je koliko, 90, 100? Tako 90 metrov, ja. In tisti je kar, kar scary. Mislim, ta bungee jumping je tako. Ti se moraš sam zavestno odločiti, da so pač vrgu dol, ne. In tukaj je ta adrenalin, ne, ko ti, mislim, meni je bilo super. To mi je bilo the best. Smo pa bili recimo zdaj, ko smo bili v Mehiki in smo šli v te cenote, to so te kraške jame z sladko vodo. In je bil ta en cenote res pač jama, ker imaš različne, eni so odkriti, eni so jama, no in ta je bil jama in je bila, ne vem, 2-metrska luknja gor na vrh, ki se, torej zemlja se udre noter in oni pač na ta način odkrijejo, da je spodaj cenote. In ti si se vrgla not? Ne, in pazi to, in tam v tem cenotu je bila opcija, da pač greš ven in okrog in tam po eni drugi luknji, ker smo oni pač to naredili dostopno, da skočiš not v to vodo in to je bilo 12 metrov. Ne? Okay, preveč? Tako je, preveč. In jaz sem stala tam na tisti pečini in gledam dol in gledam našo familijo, tam razumeš, ko so bili taki mejčkeni. Pa sem pa dobro, pa kaj je s tabo, za ko ti stojiš tlele na robu in se hočeš dol vršti, razumeš, mislim, čemu, zakaj? Pa elastike nimaš? Pa elastike nimaš nič, ne. Mislim, jaz pa še en kolega sem bila. In pa, kao jaz grem prva. Pa sem nekaj star, jaz ne morem, dej pa ti prvi. In on me ful spodbuja, ne, pa dej, pa stoji pa 1 meter stran, pa dej, skoči, se kaj, no, dej pa pet ti najprej, ne. In pol se on postavil na tisto pečino in gleda, ti veš ko, pa je kar malo drugačen feeling, če tlele stojiš ali pa samo 1 meter nazaj, ne. Tako da on je skočil, jaz pa nisem. In se mi zdi, da sem se modro in prav odločila, ker on je bil cel plav. Ja, tako da pač pusti. Kaj pa kak skok s padalom?
To bi zelo, nisem še, ful bi to. Pol smo šli na kata canyoning, pa na zipline smo šli v Bovcu. Ja. To je super. Ta mala je tudi šla sama, lepo. Na kaj od tega? Zipline? Na zipline, ja. Na canyoning ne, to je še ni bilo. Kaj pa kaj bolj mirnega? Vrtnarstvo pa rožice. Se ukvarjaš kaj s tem? To se moj Peter bolj ukvarja. On se ukvarja bolj z bonsaji. In pač občuduje te bonsaje in se čist noter vrže v te razne oblike, oblikovanja in to. Imamo mi doma zelo veliko rož in te notranje rože pa to oba dva skrbiva. Imam eno tako monstero, ki je res pošast. Take liste ima. Ful korenine imam tako krokovite. Ta je res kraljica naše dnevne sobe. Ja, rastlince pa to je. Vrta nimam, no, ker smo pač v bloku, več stanovanjski hiši. Ima pa tašča blizu, tako da tam to ti pa pomagamo. Pomagamo pobrat. Za hvala. Tako, ja. Ok, greva na hrano, pa vse, kar so odzraven. Si kofetkarca ali bolj za čaj? Ne, imam rada kofe, ne pretiravam z njim, maksa 2 na dan, 2 zelo redko. Kaj ga pa piješ? Črnga, brez vsega. Turško? Tako. Čaj? Tudi imam rada čaje, se imam ful rada čaje. To mogoče res bolj pozim. Ne vem, zakaj pogojujem mislim, Zato smo tako gor zrasli. Ja, se vem, ja. Tudi v takem okolju, ne, živimo, veš, ker pač na Kitajskem pa čaj skozi pijejo, ne. Ja, imam tudi veliko čajev iz različnih koncev sveta, so mi prijatelji prinesli. Tako da ja, čaji tudi, no. Ampak če že izbiram, pol je kava. Kaj pa od alkoholnih, si bolj za pivo, za vino? Kakšne viske, džini? Pa to vse rada probam. Vse? Ja. Imaš kako priljubljeno znamko ali pa kak stil? Recimo vino, moje najljubše vino je sivi pinot. In so eni prijatelji, ki že v Franciji živijo na področju Alzacija, na področju sivega pinoja, ne. So od tam prinesli malo flaškice, tako da tisto imam res za sladičko. Ja, drugače pa piva imam, kraft piva recimo imam rad, ampak tako da enega popijem, ne. Ja, pa kak dober rum. Moja prijateljica Tina, ki veliko potuje, judoistka, mi velikokrat prinese iz teh džanov, ne, Azerbajdžan, Tadžikistan, razne konjake tudi. Tako da tisti tudi imam takole, res takole, pa malo sam za okus. Enkrat sem zasledil zgodbo o pijači Bipop. Kaj je s tem? Aha, to je neka mehiška, ja. Ja, nekaj Ne, takega. fora je bila, da smo mi na Instagramu hotele pač registrirati se to je kot bilo, ja. Bipop, ne. In je bilo to zasedeno. In potem smo še gledali, kako je to zasedeno, in gledamo, in to je neka mehiška pijača Bipop. Tako da, potem smo si pa dali Bipop Ladies in ljudje mislijo, da smo zdaj mi Bipop Ladies. Nismo, ne, mi smo Bipop še vedno, ampak samo na Instagramu smo Ladies, ker je bilo Bipop še zasedeno. Ampak se odzivamo tudi na Bipop Ladies. Ja, dejansko ste zdaj prepoznavne pod Bipop Ladies, res je. Ja. Res je. Kuhaš? Ja, kuham. Rada? Rada. Čeprav še rajši pa moj Peter kuha. Ja. Imate tako. Ja. Mislim, jaz rada kuham, on pa uživa in ljubi kuhanje. Tako da ponavadi, ker on poprime za kuhalnico in vse te neke piskre, pa to imamo take. Kaj pa ti rada kuhaš? Jaz pa rada kuham stvari na žlico. Na žlico? Ja. Recimo Povej, kaj je dobro, kad narediš. segedin oziroma vegedin, pač ker ne imamo mesa drugega od rib, no. Tako da naredim ful dober vegedin. Naredim dober špinača, papir, krompir, to je hrana, ki bi lahko jedla vsak dan do konca življenja. Pol delam presno zelje, se reče, Ja, tako v bistvu sladko zelje. Ja. Take stvari, to.
Tudi jota, repa, zdaj to imam. Nekateri jed bi pa stavila, da ti vedno najbolj uspe, pa da je najbolj dobra. Da lahko rečeš, tole je to. Je kaj takega? Ne, A pa da bi ti tudi prijatelji rekli, da bi jo z veseljem ponudila, ne, tukaj le bojo pa sam hvale. ne. Ne. Ne, zaradi tega, ker se veš, ful je nekih dejavnikov, ne. No pa tako povej, hčerina najljubša jed, ki jo pripravi mamica. Špinača, papir, krompir. Ja, super. Ja. Vse ostalo pa od očija. Kaj pa tvoja najljubša jed? Špinač, papir, krompir? Tudi. Ja. Kaj pa jed, ki ne spraviš po grlu, jo ne bi mogla? Že veš, da jo ne bi mogla, ali pa da si jo probala, pa da ti ni. Ostrige. Strige. Kaj pa vampi? Ne jem mesa. No, nekoci verjetno. Ne, to nikoli niti probala jih nisem sploh. To bi že oči jih ima rad in to, ko se je kuhal pa nam doma. Je šla Ana ven. Grozen. Ok, greva na Bepop. Kako se je začela zgodba iz tvojega zornega kota? To je bilo, ti si bila koliko takrat stara? 19. 19. Kako je to šlo? Kje si izvedela To je za šlo, da me je mami poklicala pa rekla, Takrat ni bilo interneta. ne, se pravi, mami me je poklicala pa rekla, jaz sem dala neko reklamo videla na televiziji, da nekaj za neko petje zbirajo, ne vem ko, da je to bilo za tebe, da je parjal se pa pet. Pa je bilo takrat na Pop TV to ali Na kanalu A. kanal A? Tako da sem šla, evo, mami me je poklicala, kar je mami rekla, to sem naredila. Kaj pa prvi nastop s Bepop? Se spomniš? Joj, Kje, ne. kdaj? Ne. Tega Ne bo... vem, to se Tinkara naša ful spomni teh stvari, jaz sem pozabila, veliko stvari sem pozabila, zato ker se nam je toliko enih stvari dogajalo v toliko kratkem času, veš, da sploh nisem imela časa sprocesirati jih, da sem bila kar na avtopilotu in to je kar šlo. Tako da ne, čist prvega nastopa z Bepop se ne spomnim. Kako si doživljala, pa kontrolirala ta pritisk, se ti dogaja? Si bila res mlada, ta medijski pomp, pa slava, Ja. pa ne hit. Pa ko pa vem, mi smo to smo malo tako jemali. Nismo se imeli za neki, ko smo pa zdaj mi, ko nam je ratalo. Mi smo pa tako, the best, ful se imamo fajn, to ne. Nisi nikoli nobenega pritiska čutila? Ne. Ti je bilo zmeri super. Ja. In tudi izkušnje so bile vedno strani recimo oboževalcev ali pa ljudi, ko so prišli na nastope. Pač. Kako ste se pa razumeli? So bila sploh kdaj kakšna nesoglasja, ker na ven ste delovali, kakor da ste najboljši frendi? Vse smo. Vse. Ja. Ampak kot vsak najboljši friend, seveda pride kdaj situacija, ko se ne strinjaš z vsakič, ne, kar je tudi prav. Res neverjetno, koliko so nas dober skup nabrali. Ne. Tele naše energije so se noro poklopile in še danes. No. Kdo je pa skrbel za vas? Govorim Založba. o menedžerjih pa teh sopisih. Ja, založbe. To so bili drugačni časi glasbe. Ni bilo, da bi kak ime izpostavila, pa da bi bila to samo ena oseba, ki je bila neka mama vaša. Natka je bila, ne. Natka je bila. Ona je bila naša menedžerka, ampak tudi bolj kot ne pod okriljem založbe. Ne. Založba je bila pa tista, ki nam je uredila avtorje, glasbe, tekste, to in mi smo v bistvu prišli v studio, pa smo pač odpeli. Se to je šlo potem kateremu glasbeniku tudi v nos, ne, v smislu, da smo zdaj instant, ne, ker oni pa ne delajo svoje muzike. Ne. Ja, pač nismo delali svoje muzike, ker smo bili pač na drugačen, to je bil drugačen koncept. Tudi, ne. Ampak danes, evo, 25 let kasneje, ali koliko, 23, smo še vedno. Pa se ti zdi, da si se kaj spremenila osebnostno zaradi Bepopa, prav zaradi Bepopa? Mislim, osebnostno ne, ampak absolutno sem pa dobila veliko bolj trdo kožo, ker mislim, jaz sem skozi v stikih z različnimi profili ljudi, eni ti pašejo, eni ti ne pašejo in to sem se naučila, ne, kako veš, manevrirati in kako sprejemati ali pa tudi ne sprejemati nekih stvari, ki bi me prizadele ali nekaj. Od začetka sem bila jaz takoj, razumeš, kako se kaj tazga misli o meni, to nisem jaz, in imela potrebo po dokazovanju, da to temu ni tako, ne.
Ampak pa spoznaš, da pač 100 ljudi 100 čudi, vsak si neko svoje mnenje naredi, vsak ima neko, mislim, ne moram jaz zdaj prepričevati prepričanega. Ne, misli si, kar češ, briga me. Je obstajalo kakšno rivalstvo z drugimi slovenskimi glasbeniki? Ste si bili s kom? Ne, Ne. nikoli. Kako misliš, da bi se takrat odvilo tvoje življenje, če ne bi bilo Bipopa? Ok, rekla si, da nimaš nekih planov nikoli, ampak kako si predstavljaš, da bi dokončala kaj? Faks, se normalno zaposlila, To ne. nek 8-urni delovnik? To ne. Kaj pa vi? Ne, ja ne vem, kaj bi, po mojem bi kaj v tej smeri delala, kaj v tej smeri počela. Skladišče. Mislim, verjetno tudi, ja. Si si kdaj zaželela solo kariero? Ne. Rabš nekaj okoli sebe? Pa ne tukaj to, ampak ne da se mi. Ne da se mi, zato ker vem, koliko ene energije gre za to, koliko enega truda, koliko enega časa, koliko enega denarja. Bepop je dovolj, da poteši mojo glasbeno kreativno plat. Ne potrebujem pa sama stati na odru in pet in nimam te potrebe. No. Ok, pa zdaj, ko so se časi spremenili, a se ti zdi, da je danes lažje ali težje uspeti v glasbi? Tukaj lahko primerjava zdaj, da je šla tehnologija naprej, ampak da je pa po drugi strani večja poplava vsega. Jaz mislim, da je danes težje. Da je težje, ne? Prodret. Ja. Ravno zaradi tega, ne? Ker pač je toliko ene vsebine, s katero smo bombardirani dobesedno. Sam telefon vzameš v roke, pa si že puf, razumeš? In mora biti nekaj res tako zelo posebnega, da prevzame tvoje pač, kako se reče, no, pozornost. Ja. Veš, in potem, ko se to zgodi, moraš pa ti to pozornost ohraniti, ne? Moraš obdržati to pozornost tega. In to moraš biti agresiven in skozi objavljati in skozi mislim, to je v bistvu kar naporno. Jaz vidim pri sebi, mislim, nisem zelo aktivna na Instagramu, ampak če bi želela, ne vem, da bi zdaj bila v situaciji, ko bi morala z nekim na nov štartati, bi pač morala biti, ne. In tukaj gre ful časa. To, da ti pripraviš neko vsebino, se sam veš, ne. Veš, koliko časa ti gre, da pripraviš vsebino. Najprej se moraš pripraviti, potem moraš posneti, potem moraš to porezati, obdelati, zmontirati in tu gre čas. S tem, da ti moraš potem tukaj še gledalca oziroma poslušalca pritegniti, ne, veš. Zdaj pa 3 sekunde ali koliko. Če ga ne pritegneš v 3-4 sekundah, čau. Tako da to je kar znanost. No. Ok, prej sem imela, da ste z Bepop imeli pauzo. Dejansko je bila res pauza. Ja. Koliko časa je bila ta? 16 let. 16 let. Je Tinkara je zanosila, pa smo se pač razvrstile. Kdo je pa sprožil idejo za comeback? To pa je bil Gregor Zalokar. On je bil kasneje tudi naš menedžer, pred leti je bil novinar na Stopu, tudi v tej elektronski glasbi s temi DJ-ji, pa to DJ bi tudi bil, no. V glavnem, Gregor Zalokar, on je bil tisti, ki nas je mal špikal, ne, dejte. Zdaj pa že dok ni bila nobena noseča, gremo nazaj. Ja, pa ne, bilo je ni 6 let nazaj, takrat 2019 smo se vrnili kot trio, ne. Je bilo to neko obdobje te nostalgije, ko so te nove generacije poslušale tisto staro muziko, ne. In so bili celi nori za Stopško, smo mi prišli, ne vem, v cirkus v Ljubljano in se jim je kar malo zmešalo, ne. In pa smo malo furali to neko nostalgijo teh starih komadov in pa so ljudje začeli spraševati, kdaj bo pa kaj novega? Kdaj boste pa kaj novega izdala? In mi smo se gledali, nismo imeli tega plana, ne. No pa ker je pač bilo res toliko povpraševanja, pa toliko pritiskov, no. Smo rekli, no, če pa dajmo eno pesem, ne. In pa je nastala Daj se nasmej. Ja. Z Žanom Serčičem. Pa kako je danes drugače, če gledaš napram prej? Nastopati,
Danes mi je v bistvu, koncerti, ne vem, tehnologija, karkoli. mislim, super mi je. Ja. Zaradi tega, ker nimamo vsak dan špilov, ampak imamo dovolj špilov. Vesele smo, da smo še vedno aktualne pri ljudeh, da nas radi poslušajo, da nas radi spremljajo, da so tudi nove pesmi, ki jih delamo in izdajamo, dobro sprejete. To mi je super. Ne predstavljam pa si, da bi zdaj imela tak tempo, kot smo ga imeli pred 23 letom. To pa si res ne predstavljam. To se pa loteva tega ustvarjalnega procesa, novih komadov. Pa skupaj nekako, punce, ja. Zdaj delamo nekako smo se našli z Alešem Zibelnikom pa z Iris Ošlaj. Ona dva sta člana skupine Sopranos, kjer tudi naša Alenka poje. In smo se nekako, ne vem, pokonektali tudi na energijski, miselni ravni. Aleš točno ve, razumeš, kaj si me želimo, na kak način želimo bebop, novodobni bebop predstavljati. Tako da, evo, zdaj bomo glih kmalu izdale novo božično pesem. Super. Ja, je pa posebnost, ker bo to v sodelovanju z Zborom Slovenske filharmonije. Lepo. Ja, tako da to bo kar posebno. Super. Kateri je bil prvi nastop, ko ste se vrle? Se ga spomniš? Ne. Ne. V nekem klubu, v Ljubljani. Je to imeti za cilj kot trajen projekt ali neki zames? Kaj je to? Bebop. Ne, to je trajen projekt. Mislim, si to res, jaz sem del tega že 23 let. Tako da to ne morem reči neki Kako so pa oboževalci reagirali, ko so odrasli takrat z vami? Ja, Zdaj to je verjetno bila s svojimi evforija, otroci ne. hodijo na koncerte. Tako, ja. Je tako, ne? Tako. S svojimi otroki hodijo na koncerte. Pa se to pravim, ne, da smo res, imamo tako široko paleto oboževalcev oziroma poslušalcev. Ti, ki so takrat nas poslušali, so zdaj, ne vem, v 30-ih svojih, 35-ih in imajo svoje otroke. In tudi tisti otroci njihovi poslušajo bebop, zaradi tega, ker so pač starši nostalgično navezani na to muziko. Poleg tega pa starši teh staršev, se pravi babice pa dedki, tudi poznajo, ker so pač morali takrat svoje otroke voziti na naše špile. Tako da ja, imamo tako hvaležno publiko. No. Super. Kako se je po tem času spremenila produkcija pa način snemanja? Mislim, z mojega vidika ne, neki ful, no. Je pa res, da smo, ne vem, včasih tudi v kleti obkrožene z vrečkami krompirja za damf snemale, ne. Danes pa snemamo pač v malo bolj proper studijih. Pa se zavedate vpliva, ki ste ga takrat imeli? Po mojem, da ne čisto, Da ne, ne. Ja. Mislim, se nam povejo, nam pokažejo slike, povejo svoje zgodbe, ampak ne vem, če lahko to zares čisto dojameš, ne. Mislim, jaz težko, no. Če gremo še malo na delovno akcijo, kaj te najbolj gane med snemanji? To so verjetno te zgodbe. Zgodbe, ne, zgodbe ljudi, ki pač živijo v nekih nezavidljivih situacijah, razmerah. To, kar vsakega. Kako se spopada s tem? To mora biti kar težko. Ja, je težko. Jaz sem pa skozi leta pač nekako se naučila, kako se spopasti s tem. Pa se najdeš tudi kako pomoč, kako terapijo za pogovor. Tudi. Ja, imam prijateljico Tjašo, psihologinjo. Tjaša, hvala. Ona je tista, ki me vodi v resnici, pa ki me zna pomiriti, pa ki mi je dala orodja, kako se spopadati z nekim stresom, z neko nevsakdanjo situacijo. No. Pa si kdaj čutila kakšno odgovornost, ki presega meje voditeljice? Ja. Si? Ja, valjda, ja. Kako reagiraš, koliko delate, na primer, ko se stvari ne odvijajo po planu? Misliš, kar se tiče prenove? Ja, tako. Ja, lej, glave skup, pa dajmo najti rešitev, ne? Mislim, ne bomo zdaj, to gre vse narobe, pa bomo tam, ne vem, kofesi skuhali, pa debatirali o tem, ko gre vse narobe. Ne, treba je najti rešitev, kakšne opcije imamo, to, kaj je najboljša. Vi povejte, ko ste strokovnjaki, ne, mojstri to, gremo to, džuf, akcija.
A je kakšna taka zahtevna zadeva pri teh prenovih, ko gledalec oddaj ne vidi? Pa vse kar pokažemo. Pokažete Ja, se to je poanta oddaje, ne, a veš, da pokažemo ta proces prenove. Tudi, kadar se kdaj kaj zalomi, pokažemo, kako pol to rešimo, to tudi pokažemo. Tako da, ja, no, mi zdi, da smo kar. Gleda svoje oddaje, prej si rekla, da ne. Ja, ne. Gledam ponavadi tako, ko je sezona odzunaj, pogledam prvo ali pa drugo oddajo, pa ne več. Pa mogoče pogledam kako delovno verzijo oddaje, če mi pošljejo, pa imam še, ne vem, če opazim kaj pokomentiram. Drugače pa ja, bolj se to izogibam. Imaš mogoče stik s kakšno družino? Ja, imam, ja. Imaš? Z nekaterimi imam, ne z vsemi, Seveda, ja. Z nekaterimi pa imam, ja. Mi pošiljajo slikce, kako otroci odraščajo, kako skrbijo za vrt, ki smo jim ga naredili, ob kakih posebnih priložnostih, obletnicah ali nekaj. Mislim, tako ful, z enimi sem res ful, no. Na fajn. Kaj bi spremenila v produkciji, če bi imela popolno svobodo? V oddaji? Ja. Veš kaj, to je težko, ne, zaradi tega, ker to je oddaja, ki je pač licenčna in mora pač zadostovati nekim določenim standardom, no. Jaz bi mogoče šla na kako skupnost, ne. A veš, da ne bi samo posameznikom prenavljali domov, ampak tudi širše. Recimo kakšnim domom za ostarele ali pa vrtcem ali pa tako, ali pa nek kulturni dom, ki pač v vas mesto prinaša družabno življenje in ne vem, to, no, se mi zdi, da bi na to skupnost lahko majčkeno več. Sledi 9. sezona? Ne vem še. Ne veste. Ne, še pa ne vem. Ok, počasi bo šla na eksplozivna vprašanja, še prej pa, kaj si nazadnje pogooglala? A lahko pogledam? Lahko? Čakaj. To pa tudi mene zanima. Nazadnje sem pogooglala veterina šentilska. Aha, Tako, evo. ok. Katera stvar ti je neprijetna, a jo vseeno pogosto počneš? Pa, Jo ni. ne spomnim se. Mislim, verjetno je kakšna. Ampak sem jo mogoče že tukaj ponotranjila, da ni več neprijetna ali kaj, ne vem. Ne vem. Pa imam pa še dve vprašanji gledalk oziroma fenic. Prvo, Eja zanima, koliko denarja imaš? Trenutno bolj malo, ker sem ga zapravila v Mehiki. Petra pa sprašuje, koliko ur na dan spiš? Trudim se spati 8 ur na dan. Ti rata? Zadnje čase ja, ker trenutno nisem v snemanju in lahko res se držim tega nekega urnika, ritma. Kadar pa snemamo, pa mi bolj ne rata, no. Ok, čas je za eksplozivna ali vprašanja. Dobro. Imava 10 vprašanj, izbereš možnost, ki ti je ljubša, ali pa manjše zlo. Se pravi, za eno se odločiš. Moram se pa odločiti. Moraš. Okay. Odgovarjaš eksplozivno, torej hitro in brez razlage in komentirano. Sam počiš. Imaš možnost jokerja ali kvizka. Se pravi, če na kakšno vprašanje ne bi želela odgovarjati, lahko zbereš enega, oba ali pa benga in si s tem pridobiš lažje vprašanje. Aha, okay. Da pa prideš do tega lažjega vprašanja, moraš pa poslati SMS z vsebino ZPMS5 ali ZPMS10 na številko 1919 in dobiš pol lažje vprašanje. Okay. S tem seveda doniraš 5 ali 10 evrov v Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Obenem bi pa tudi prosil gledalce pa gledalke, da pošljete SMS z vsebino ZPMS5 na številko 1919, s katerim donirate 5 evrov, ali pa SMS z vsebino ZPMS10 na številko 1919, s katerim donirate 10 evrov. Vse te donacije grejo v Zvezi prijateljev mladine Slovenije, ki bodo poskrbeli, da bo šel denar v prave roke. Hvala.
Nadaljujeva eksplozivno. Si? Ajde, daj. Začniva. Hit me. Jutranji mir ali nočna ustvarjalnost? Jutranji mir. Tetovaža ali piercing? Piercing. Narodno-zabavna zasedba ali simfonični orkester? Simfonični orkester. Koča v gorah ali luksuzni hotel? Koča v gorah. SMS ali glasovno sporočilo? Glasovno sporočilo. Tinkara Fortuna ali Alenka Husić? To je zanala, ne morem se to odločiti. Joker. Joker. Ajde. Okay. Ne morem poslati, ne? Tako. Ajde. Se pravi, imava ZPMS 5 ali 10 na številko 1919. 1919 ZPMS 10. Super, Evo. bravo. Tako. No, Joker vprašanje, pa trojanski krov ali bleska kremšnita? Trojanski krov. Sanje ali logika? Sanje. Dolg pogovor ali dolg objem? Dolg objem. Okay. Žongliranje ali salta nazaj? Žongliranje. Pa še zadnje vprašanje, ko ga je zastavil Žan Papič v prejšnji epizodi, ni pa vedel, kdo bo gost. Aha. Nikola Tesla ali Albert Einstein? Tesla. Okay. Zdaj pa prosim še tebe za eno eksplozivno vprašanje za naslednjega gosta, ampak ne veš, kdo to bo. Se pravi, enako daš, postaviš neko ali vprašanje. Kot si ga ti, na primer, od Papiča dobil. Izrael ali Palestina? Ok, zabeleženo. Izrael ali Palestina. Za konec, ampak zelo pomembno, vsakega gosta prosim, da s seboj prinese nek predmet, neko stvar, ki v povezavi z njim ga je morda zaznamovala oziroma odraža njegovo delo. Torej, Ana, kaj si prinesla ti? Jaz sem prinesla eno sliko, ki sem jo naslikala v oddaji Lahko kar pokažeš? Delovna akcija. Ta, tvoja kamera. Evo jo. To je ta slika, to so 3 ženske, ker smo takrat 3 ženske tudi bile na tem nekem posebnem slikarskem dogodku. Oni so nas tam pogostili za, se veš, ko imaš to slikanje ob vinu, ne? To je bila ta izkušnja z eno našo To je bilo družino. iz zadnje? Ja, to je iz zadnje, Mislim, da se spomnim tega, Ja. To se pravi ta Deco Fun Art, v Mariboru smo bili, no. In smo, torej motiv smo imeli vse 3 enak, potem smo pa pač morali malo po svoje dodelati te 3 ženske. In jaz sem začutila, da bi takole naredila in je takole rata. Super, zelo lepo. Ja. Daj mi povej, kakšno začetno ceno bi postavila za dražbo? 25 evrov. Može, začnemo s 25 evri. Ajde. Gledalci, Da se zbere čim več, ne. tako, gre le v dobrodelne namene. Tako. Gledalci in poslušalci, predmet je že na voljo na dražbi, ki bo potekala en mesec, izkupiček od prodaje pa bo šel v celoti iz Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Vse podrobnosti najdeš na eksplozivno.si in pa spodaj v opisu te epizode. Ana, kje te lahko ljudje spremljajo v prihodnje in ali prihaja še kaj novega, kar nismo imeli? Ja, se pravim, jaz, če me želite bolj osebno spremljati, sem na Instagramu največ kot Ana Praznik. Na Facebooku sem samo reda radi in res ne grem na Facebook. To sem opazil, ne odgovarjam na Facebook. Tam sem te lovil nekaj časa. A res? Ja. Sploh nisem, sorry. No, potrjujem. Tako da to bolj ne. Sicer pa ja, upamo, ne, da prihaja 9. sezona Delovne akcije, če prihaja, začnemo snemati z januarjem. Sicer pa z Bepop začetek novembra izdajamo novo božično pesem, praznično pesem, skupaj z Zborom Slovenske filharmonije. Zdaj smo en del videospota že posnele, kmalu posnamemo še drug del, tako da bo res tak magičen. No. Pa sledi verjetno ogromno decembrskih koncertov. Tako da dajmo se kje na kakem decembrskem špilu poloviti, ne? Super. Pa se lahko poslikamo, še kako rečemo. Ne? Tako. Imate že kaj to zabukiran?
Nekaj imamo, se pravi. Aha, za Bipop pa tudi na Instagramu smo najbolj dosegljivi. Bipop _ ladies. Pa ne vnapljačka. Ne. In še za konec, kaj bi danes svetovala svoji mlajši verziji ali nekomu, ki ravno začenja ustvarjati na glas in javno? Bodi to, kar si. Lepo. Ne padati pod neke trende, pod neke, bodi to, kar si, no. To je to, se mi zdi, da je to najbolj važno. Tudi najbolj avtentično. Super. Ana Praznik, brez odra ni Ana, a brez srca ni ženska, kakršna je ona. Danes smo slišali več kot zgodbo, slišali smo človeka. Ana, hvala za iskrenost, energičnost in pogum. Hvala tebi za povabilo. In hvala vam, da gledate, poslušate, čutite in mislite z nami. To je bil podcast iz Eksplozivno in pogovor s Ano Praznik. Če vam je bil podcast všeč, ga delite s prijatelji in znanci, naročite se na kanal in v komentarje zapišite kakšno mnenje. Vse to mi pomaga, da ustvarjam takšno vsebino. Pošljite SMS-e in sodelujte v dražbi. Hvala, ker poslušate in se vidimo kmalu. Srečno! Hej, Damjan, upam, da si dober. Jaz sem tudi kar okej, no, gužvi. Drugače pa je meni v petku letelo eno snemanje, ki smo ga sicer planirali, ampak nismo točno vedeli datuma, kdaj pa kako. Tako da, ker pa gre za 20-člansko ekipo, pa imajo vsi v petek čas, sem rekla, da se tokrat prilagodim in bom morala žal najin podcast skenslati za ta termin. Ampak ne cancelam podcasta, deva najti nek drug termin, no, kdaj bi tebi kaj odgovarjali. Hej, za jutri velja ob 11. Hvala, ne bom ostala na kosilu, grem k mojim domov na kosilo. Tako da se vidimo jutri ob 11. Ajde!